Ja, mogoče kot mlad fant v puberteti sem jaz te kondome šel v neki, ne vem, pričakovanju kupiti. Je bilo sicer tako, da sem mogel eno tono enih stvari kupiti, pa zdravo še kondome, rabil sem samo kondome seveda, da sem jih nekako skril v ta nakup. Mogoče so se te kondomi potem, če lahko rečem, valjali po žepu kar nekaj časa, ne. Torej jih nisem takrat, ko bi si mogoče želel, niso prišli do uporabe. Je pa glih to, no, da sem jih šel parkrat kupiti, pa da sem se zavedal tega, da ne vem, da jih ne smeš nositi glih 5 let s sabo v žepu. Prišlo tudi do tega, da sem jih šel še kdaj kupiti in tudi one mogoče nerabljene, niti niso bili pretečeni, ampak že malo uvitek zrabljen, sem pač zavrnil potem. O spolnosti sem se nekako spoznal prek interneta, prek, ne vem, pornofilmov tudi konec koncev. In o samem kondomu, ne vem, v šoli, to je bilo sicer že par let nazaj, tako da v šoli smo tudi o tem govorili, ampak kondom je bil v bistvu bolj sredstvo za preprečevanje nosečnosti in v manjši meri tudi pred spolno prenosljivimi okužbami omenjen. Je pa res, da sem v bistvu informacije mogoče prav iz tega strahu pred HIV-om sam iskal. Torej, kaj pomeni uporaba kondoma, kako se nekako pravilno uporabi. Je bilo pa v času mojega odraščanja vse te stvari so bile velik tabu. Recimo zdaj kondome res prodajajo v trafikah, v trgovinah, v lekarnah, v bistvu vsepovsod, kjer se nekaj prodaja, skoraj dobiš tudi kondome. Takrat se tega nisem zavedal ali pa tega res ni bilo. Tako da se mi zdi, da ta dostopnost kondomov in mislim, da so pač to nekaj vsakdanjega, da je to zelo pomembno. Torej, da nisi nekako zaznamovan, če greš pa greš kupiti kondome. Z aktivizmom sem malo bolj aktivno začel ukvarjati iz svojih lastnih izkušenj, kar vse sem moral nekako iti čez, da sem sprejel samega sebe, da sem v bistvu se nekako uspel vsaj malo najti v skupnosti. Konec koncev sem tudi pomagal definirati par skupnosti LGBT v Sloveniji. Na začetku mogoče tudi pri nas ta prepoznavnost pomembnosti varnejših spolnih praks ni bila toliko v ospredju. Seveda so obstajali tudi drugi aktivisti, tudi druge organizacije, ki so se s tem ukvarjale tudi že prej, ampak se mi zdi, da je vseeno to bilo tudi iz strani ne vem, države, javnosti in tako naprej postisnjeno nekako v ozadje. Torej nek tabu, o čemer se nekako ne govori ali pa se govori v bistvu, ne vem, tako malo svetohlinsko, ne. Kot recimo, če pogledamo ta ABCD spolnih praks oziroma varne spolnosti, ta A, abstinenca oziroma dandanes mogoče pravijo abstinenca rizičnih odnosov spolnih, je malo za lase privlečena, ne. Kako boš ti enega najstnika ali pa najstnico prepričal, da je to nekaj, kar je trajnostna rešitev, recimo, no. Tako da bi nekoga osebno poznal, ki je umrl zaradi AIDS-a oziroma zaradi posledic okužbe s HIV-om, ne. Poznam pa par ljudi osebno, ki so se okužili in sem del te njihovega
spoznavanja življenja kot HIV pozitivne osebe v bistvu dal tudi z njimi. Nekako mi je pa v bistvu se še najbolj utrnila ena zgodba oziroma en primer znanca, ki pa se je tega lotil mogoče malo na drugačen način. Zaradi straha pred okužbo s HIV-om se je v bistvu iskal aktivno rizične spolne odnose, da bi nekako se okužil s HIV-om in potem to nekako zaprl, torej zdaj sem HIV pozitiven in zdaj se ne rabim ničesar več bati. Zdi se mi, da še posebej recimo v Sloveniji, ko je največ okuženih prav moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. In v bistvu neka raven javno razkritih gejev ali pa biseksualnih oseb je dokaj majhna, tako da še vedno obstaja neka stigma v javnosti in v skupnosti glede razkritja. In se mi zdi, da to ima tudi neposredno kar veliko povezavo tudi z varnejšo spolnostjo. Težko je razumeti, zakaj ni recimo splošna dostopnost testiranj ali pa promocija testiranj v širši skupnosti bolj promovirana in v bistvu znotraj LGBT skupnosti, ki se dotika tudi moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, pa so drugače recimo poročeni, je to že v bistvu neke vrste stigma, ker mi potem veliko populacijo teh moških nekako usmerjamo ali pa pomagamo usmeriti na testiranje. In se mi zdi, da če bi, ne vem, to bilo bolj normalizirano, torej da se gre res, ne vem, jaz imam eno tako idejo, da bi se morala v obdobju parih let testirati v bistvu vsi spolno zreli prebivalci recimo Slovenije, ker Slovenija je toliko majhna, da bi se to dalo izvesti, da bi res uspeli doseči neko sliko, bolj realno, kakšno je stanje razširjenosti ne samo HIV-a, ampak tudi drugih spolno prenosljivih okužb. V bistvu spada mogoče med tisto skupino ljudi, ki jih je zelo strah vseh raznih testiranj, ampak po mojem, pri meni osebno je strah v prvi vrsti že igle in krvi. Mogoče ne zdaj toliko vsega drugega, ampak že to mi je neka taka ovira bila na začetku. Zdaj se v bistvu testiram vsaj enkrat letno in zato, da dajem nek vzgled oziroma probam še druge ljudi spodbuditi, da se grejo testirati. Mislim, da je prvič res najtežje. Tako, kot sem rekel na začetku, pred leti je bila ta stigma še večja, torej testirati so se šli res samo tisti, ki so skoraj že vedeli, da bi res znali biti okuženi, medtem ko zdaj tudi z delom vseh ustanov in društev in ostalih se mi zdi, da spodbujamo res testiranje na redni bazi in tudi tistih, za katere bi rekli, da je možnost, da so se okužili, dokaj majhna. Seveda tisti, kjer je pa možnost okužbe še večja, jih pa še bolj podpremo za to testiranje.